Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni na skupnem dogodku Ljubljanske borze in Vzajemne. Kotacije Vzajemne, preoblikovanje uvrstitev na borzo, vsekakor velik dogodek. Zelo veliko se vas prvič sreča z kapitalskim trgom in ko smo se mi na to pripravljali, smo si rekli, dajmo organizirati javno zbiranje vprašanj. Bomo skupaj odgovarjali na čim bolj razumljiv način in rezultat je bil kakšen. Zasuli ste nas. Danes je z mano Andrej Šercer, vodja za skladnost in vodja pooblaščenec za odnose z delničarji pri Vzajemni, in pred nama je težka naloga, da skupaj na razumljiv način predelava čim več vaših vprašanj. Razdelila smo jih nekako na več sklopov, zaradi števila smo jih morali združevati. V začetku bo govorila predvsem o tem, kako je do tega sploh prišlo, preoblikovanje Vzajemne, kako ste kar naenkrat postali upravičenci do delnic. V drugem delu se bo posvetila temu, kako sploh začeti odpreti trgovalni račun, a je to res treba, kakšni so morebiti stroški. Potem se bo premaknila na vprašanja, kot so, koliko so te delnice vredne, kako trgujem, ali se to konec koncev splača. Seveda najpomembnejše vprašanje na dolgi rok je poslovanje Vzajemne. Kako Vzajemni sploh gre, kaj počne, kaj bo delala v prihodnje, koliko dobička ustvarja, bo seveda morda delila dividende, nekaj se govori o omejitvi prenosljivosti, konec koncev ali kako pride do prevzema. Andrej, lepo pozdravljen. Živa. Dajmo začeti. Kako so se medla tukaj znašla? Zakon je bil preoblikovanje Vzajemne, predtem se je ukinilo tisto dopolnilno zdravstveno zavarovanje in potem ste imeli koliko konec koncev bivših članov, upravičencev? Ja, čez 830 tisoč upravičencev, ki so se nekako razdelili na dve skupine. Cirka 412 tisoč je bilo tistih, ki jim je zakon določil, da jim pripadajo denar, in so se seveda tudi lahko odločili drugače, torej da prevzamejo delnice. Takih je bilo potem 24 tisoč, ki so namesto denarja izrecno želeli delnice. No in tisti, ki so že tako po zakonu dobili pravico do delnic, teh je bilo pa okrog 419 tisoč. Torej ogromna količina naših upravičencev, bivših zavarovancev, obstoječih zavarovancev, ki je prišla do teh upravičenj. In ste jim pakirali kuverte, kako je to izgledalo? Ja, seveda. Potem je bilo treba najprej ugotoviti kapital, določiti deleže, preveriti, kakšna premija je bila vplačana. Vse to so delali zunanji, neodvisni strokovnjaki, torej cenilci podjetij. Vse skupaj pogledal pooblaščen revizor, postopek nadziral regulator, Agencija za zavarovalni nadzor, tako da je bil celoten postopek strokoven, celovit, neodvisen, transparenten. Ja, potem je prišla točka spomladi 2025, obveščanje, torej velik zalogaj, tudi stroškovno, organizacijsko, logistično, da smo poslali vsa obvestila upravičencev. Tukaj je bil največji izziv seveda pravilni naslovi. Zakon je določil, da treba to pošiljati na domače naslove. Zavarovalnica ni nujno, da razpolaga z vsemi točnimi naslovi, ljudje se preseljujejo, menjajo bivališče, odhajajo v tujino, tako da, bom rekel, te težave še sproti rešujemo. Torej, obstaja možnost seveda, da niso vsi dobili obvestila, da so ga tudi zgubili, pozabili na njega, tako da stvar je zelo kompleksna in jo rešujemo vso to leto sproti. In v zvezi s tem sem imela kar veliko vprašanj. Pa recimo gremo najprej do tistih na hitro, ki so bili upravičeni do denarja in se niso odločili za delnice, radi bi dobili denar. A je možno, da kdo še ni teh sredstev prejel, če je slučajno bil kakšen zaplet, na koga se lahko obrne? Seveda obstaja možnost. Možnost je predvsem zaradi tega, ker so pozabili sporočiti številko svojega transakcijskega računa. V naši pošti, kuverti, obrazcu je bilo predvideno, da ta podatek javijo nazaj. Zdaj, kdor ga ni, zavarovalnice praviloma ne zbiramo podatkov o transakcijskih računih, nismo banke. Tako da, vkolikor je tak podatek umanjkal, nekje še vedno, cirka 140 tisoč, bom rekel, upravičencev, ki so bili upravičeni do denarja, jim znesek ni mogel biti nakazan zaradi tega, ker ne razpolagamo z točnim, bom rekel, podatkom o številki računa, tako da jih tudi preko tega webinarja pozivam, da to lahko storijo. Časa je dovolj, denar jih varno čaka, ko sporočijo številko, bo denar nakazan. Kaj pa tisti, ki imajo delnice? Kakšna številka je zdaj? Koliko potencialnih delničarjev imajo? Ja, potencialno se zadeva zelo spreminja, ampak recimo, da smo štartali nekje s številke 444 tisoč in še nekaj, tako da smo definitivno največja javna delniška družba v Sloveniji z najbolj razpršenim lastništvom, kar meni osebno zelo veseli. Tudi nek potencial, da se spet začne malo več govoriti o delničarstvu, pravicah delničarjev in pa o razvoju borze na Slovenskem. Se pa ta struktura, bom rekel, počasi spreminja. Ne smemo pozabiti, da imamo enega velikega delničarja, torej 15,23% je v skladu z zakonom postal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
in potem kupica ostalih malih delničarjev, ki pa se tudi tukaj že prihaja do sprememb. Zakaj? Dedovanja so tista, recimo, če nekdo je država ali pa občina za njega plačevala stroške namestitve v domu, posledično potem po smrti postane dedič lahko občina ali država in se počasi pojavljajo poleg fizičnih oseb tudi delničarji, kot so občine, ministrstvo za finance in tako naprej. Tako da se zelo spreminja. Odlično, torej nekako sva postavila tele temelje. Zdaj pa peva konkretno, kaj ljudi zanima, ali sem upravičen do delnic. Vsi so dobili neko obvestilo domov, mogoče od koga niste imeli naslova in tako dalje. Mogoče, kot si rekel, nekdo ga je izgubil, je že pozabil, vse se človeku lahko zgodi. Ne vem, sem upravičen do delnic, ne vem, koliko jih imam, bi mogoče mogel dobiti denar, ne spomnim se, kaj je lahko upravičenec, če ne ve, naredi danes. Lejte, tudi jaz, ko dobivam vsak dan pošto v nabiralnik, marsikaj vržen stran, brez da bi pogledal. Tako da to čisto življenjsko. Verjamem, da se je v velikih primerih ravno to zgodilo. Zdaj, kaj lahko naredite? Dajte najprej pomisliti, ali niste pošto samo založili, ali ste slučajno dobili celo denar izplačan, pa ste mogoče to pozabili, ker se je to izvršilo konec leta 2025. Vkolikor pa še niste potem prepričani, imate pa možnost, da to sami preverite na naši spletni strani z registracijo v portal, poseben portal, kjer lahko s svojimi podatki, zlasti pa podatek o EMŠu, preverite, ali ste upravičeni do delnic. Vkolikor vam je to pretežko, pa vas vabim, da soglasite v naših poslovnih enotah, kjer bojo kolegi, zastopniki na okencih naredili to namesto vas in vam, če to želite, tudi potem izdali potrdilo o številu delnic. Za tiste, seveda, ki tega še nimate. Ampak teh je zmeraj manj. In teh poslovalnic v Sloveniji imamo koliko? Dobrih 30. Tako. Torej v bistvu ste prisotni po celi Sloveniji. Smo, ampak kljub vsemu smo bili pred leti še bolj, tako da zaradi reorganizacije, krčanja vitkejšega poslovanja, zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja smo določene poslovalnice zaprli, premestili, združevali, tako da nismo več tako prisotni kot nekoč, ampak še vedno je pokritost relativno dobra. Pa seveda prva pot je pa vedno splet. Tako, sploh v današnjih časih. In to je nekako, vsem, kar sva zdaj govorila, to je nekako določil zakon. Zdaj, določeni ljudje so nas spraševali, dobil sem delnice, 150 evrov so mi rekli, da so vredne delnice, jaz bi pa denar. Te možnosti medva nijava, ne? Tako je, te možnosti niti zakon ni dopustil, pa tudi čas vlak je odpeljal, če tako rečemo, ne. Tisto obdobje, ko so se tisti upravičenci do denarja lahko odločili za delnice, je tudi že za nami, tako da stvar je zamrznjena in edino, kar lahko narediš, če ne želiš si povzročati stroškov, mora biti je to, da delnice enostavno preneseš na družinskega člana in tako naprej. Ampak ja, tisti, ki so pa v osnovi imeli več kot 120 evrov, pa niso imeli na podlagi zakona izbere, Vzajemna nima te možnosti, da se odloči nekomu, ki ima zdaj pa 160 evrov, da jim izplača denar. Zakonodajalec je tudi na podlagi aktuarskih preračunov določil to mejo 120 evrov, kjer je tudi upošteval vidik stroškov. Torej, koliko je povprečen letni strošek vzdrževanja trgovalnega računa, pod predpostavko, da če bi nekdo samo odprl račun za to enkratno transakcijo, prodal delnice, zaprl, da ima še vedno neko ekonomsko upravičenost in smisel. Ta meja je bila potem postavljena skladno z zakonom pri 120 evrih. Vzajemna tukaj ni imela manevrskega prostora ali pa pristojnosti, da bi karkoli spreminjala, ampak samo izvajamo zakon. Odlično. Treba iti na področje, delnice je treba zdaj prevzeti. Kako to narediti, ampak dajmo najprej začeti z roki. Kdaj se je kaj zgodilo, kdaj so bile delnice izdane, začnejo kotirati in kaj je zdaj končni rok, ko oseba mora nekaj narediti, da te delnice prevzame? Zakon pravi, da je končni rok 2 leti od uvrstitve na borzo. Torej, mi tega sicer danes še nismo rekli na glas, bova tokom najnega pogovora, ampak drug teden se bo začelo s kotacijo, 4.3. in od tukaj naprej se šteje rok 2 let, torej nekje do leta 2028, 4. marca je ta rok. Torej, časa je dovolj. Bi posebno spodbudil delničarje, meni je zelo tako hecno, dobiš delnice, potem pa imaš težave, da jih prevzameš. Se mi zdi, da je to pa en minimalni napor, da pa tukaj pa se je vredno malo potruditi. Konec koncev, to je denar z neba. Seveda je denar, ja. Sploh danes, ko se pogovarjamo o varčevanju za starost, je to tudi lahko en dodatna spodbuda. Torej, tisto, kar velja, ljudje morajo te delnice prevzeti najkasneje do 4. marca 2028. To lahko storite že danes, lahko odlašate, dobri 2 leti časa imate, nič se ne mudi, ni treba nič storiti takoj.
Je pa fajn, da to storite, ker v tem primeru, da ljudje ta rok zamudijo, se pa zgodi kaj. Do delnic niso več upravičeni in pripadajo. Tako, zakon pravi, da tiste delnice, ki bodo ostale na tem računu fiduciarnem pri klirinško-depotni družbi, bodo prenešene na kapitalsko družbo, kar pomeni, da ne bojo propadle, to premoženje ekonomsko bo ohranjalo vrednost, kad bo upravljal s tem premoženjem, tako da ima tudi nek smisel ta rešitev. In zdaj, odločil sem se, delnice želim prevzeti. Brez trgovalnega računa tukaj ne gre. Mava dve izjeme, ki bo govorila kasneje, prenos na družinske člane in ampak v osnovi ne gre brez tega, da to prevzamem na trgovalni račun. Ja, seveda. Če želite aktivno trgovati, prodati delnice, prevzeti to nujen predpogoj. Tako. Trgovalni račun, to je račun, kjer pooblaščeni borzni član za vas vodi, hrani, skrbi za vaše vrednostne papirje. In v primeru Vzajemne zakon je določil, da tak račun morate odpreti. Zdaj, kako se to stori? Kje lahko to konec koncev storite? Zagotovo lahko odprete pri vseh borznih članih, ki imajo sedež v Sloveniji, za njih smo prepričani. To so Illerika, NLB, OTP in BKS. Številni se spraševali o raznih tujih brokerjih, recimo Interactive Brokers se nam je dostikrat pojavil v vprašanjih. Iskreno, obrnite se na njih, mi ne vemo in nimamo neke možnosti, da bi to vnaprej vedeli. Vsak, kjerkoli posrednik, vam je dolžan dati tako informacije o tem, kje posluje, kje storitve lahko upravlja za vas, kakšni so stroški in tako dalje. Če želite imeti nekega specifičnega posrednika, karkoli vprašajte. Tukaj bi mogoče dodal, Andraž, zna biti težava zlasti podatek o EMŠU. Pri tujih brokerjih tega podatka ni običajen podatek, pri nas zaradi morebitnih, bom rekel, lažje sledenja in pa da ni zlorab, se je vezalo na podatek o EMŠU in seveda je to lahko za tuje brokerje tukaj tehnična težava. In torej za domače brokerje, posrednike, borzno-pračeniške hiše, banke smo prepričani in postopek pri njih je relativno enostaven. Zdaj, če imate že trgovalni račun odprt, ker imate neke druge delnice, karkoli, je stvar toliko lažja. Če tega nimate, pa vseeno, jaz sem nekako preverjal, govorimo o 20-30 minutah. Kaj potrebujete? Potrebujete seveda identifikacijski dokument, potni list, osebno izkaznico, potrebujete EMŠO, davčno številko in pa seveda transakcijski račun. Potrdilo o delnicah Vzajemne je potrebno, v praksi gre že kar brez. Lejte, težko je reči čisto 100% zakaj. Načeloma ni potrebno, ker to smo tudi uskladili preko bančnega združenja in pa z vsemi 3 bankami in borzno hišo, ki se s tem največ ukvarja, da lahko borzni posredniki online pogledajo v KDD v stanje delnic in naredijo prenos. Z tega vidika to ni nujno. Ampak tisti uslužbenci bank in borznih hiš, ki pa nimajo dostopa do KDD, ker niso recimo v investicijskem bančništvu, ampak so na drugih okencih, pa te možnosti nimajo in tisti pa verjetno praviloma lahko tudi to potrebujejo. Tako da nasvet bi šel v smeri, kot vedno, pozanimajte se, preden greste fizično tja, kaj potrebujete pri konkretnem borznem posredniku. Načeloma tega ne potrebujete, če ga to imate, vzemite sabo. Kot smo rekli, lahko to preverite na naši spletni strani, si natisnete to potrdilo, v skrajnem primeru obiščete našo poslovno enoto. In večina naših domačih posrednikov je pripravila neke popuste glede na običajne cenike. Tudi dodatne informacije na spletu so dostopne, predvsem pa zapomnite si, ko odprete trgovalni račun, je ta vaš posrednik dolžan skrbeti za vaše pravice in vas informirati. Če vas karkoli zanima, pokličite, napišite sporočilo in vas so vam dolžni dati koristne informacije. Dajva 2 izjeme. Prvi je zelo koristen prenos na družinske člane. Na katere družinske člane je možno prenesti? Ja, tukaj je zakon zelo izrecen, zelo jasen, prihaja pa v praksi tudi do malo zmešnjav. Torej, zakon pravi, da oseba lahko prenese na starša, zakonca, izvenzakonskega partnerja, na otroke, posvojence, vnuke, pravnuke, nečaka. In torej ni pa možno v obratni smeri. Tako da tukaj pa prihaja ponovadi do nerazumevanja, zelo taksativno je našteto. Spet je to povezano ker je to izjeme treba interpretirati ozko, povezano je z izjemami pri davčnem režimu, tako da je tudi ta ureditev nekaj logična in smiselna in še zakonodajalec tukaj ravno zaradi optimiziranja stroškov odpiranja računov nasproti
posamezni družini ali pa članu posamezne družine, zlasti tudi mogoče starejšim, ker se jim toliko ne da s tem ukvarjati. Super. To je v bistvu namenjeno temu, da si neka družina, ker je več upravičencev, zmanjša stroške. Konec koncev vse lahko prenesejo potencialno na enega člana, ta oseba odpre trgovalni račun in potem s temi delnicami on razpolaga in vse skupaj z vidika stroškov ceneje. Tako, veliko vprašanje. Ja, enostavno je zdaj edina tako dodatno delo je to, ko zakon predvideva, da se ta oseba, ki prenaša svoje delnice, spet v izogib morebitnim zlorabam, osebno identificira bodisi v naši poslovalnici, ker to naredimo hitro in brezplačno, bodisi pri notarju ali na upravni enoti, ker to nekaj stane v skladu z njihovo tarifo. Torej, če gre za neko starejšo gospoda, ki se mu s tem ne da ukvarjati, je pa ravno ta fizični napor mogoče včasih tudi problem. Ne? Veliko vprašanj smo imeli v tej smeri, neko potrdilo o prenosu, ki jo morata oba podpisati. Torej, recimo, deva konkretno. Mož na ženo želi prenesti svojo pravičnost do delnic, da bo žena dobila tudi njegove delnice. Kaj morata oba dva narediti? Najbolj enostavno je, da se lepo doma skupaj usedeta za računalnik, na naši spletni strani poiščeta to vlogo, ki je predpripravljena, ali lahko digitalno izpolneta, sprintata, podpišeta in se potem vsaj tisti, ki prinaša, v tem primeru mož, osebno zglasi v naši poslovni enoti, recimo. Potem mu uslužbenka, torej zastopnik na okencu preveri njegovo istovetnost z vpogledom v osebni dokument, nič ne kopiramo, nič ne shranjujemo in podpiše, v kateri poslovni enoti je bila ta izjava oddana, se podpiše, da imamo neko sledljivost, dobi potem tudi gor kodo za to, da lažje sledimo v primeru, da se pri borznem članu kaj založi, dobi izvirnik, ostane pri nas, dobi kopijo in s to kopijo lahko potem sam ali pa potem tisti, na katerega je prenesel, ureja pa zadeve pri borznem članu samostojno. Tako, žena, ko pa odpira oziroma prenaša delnice na borzni račun, samo predloži banki borzno-prostorniški hiši to potrdilo in bo tudi ona dobila potem te delnice. Okay. Malo smo govorili, dosta vprašanje je bilo, zdaj osebe so nekateri že starejše, težko se premikajo karkoli. Teh primerov mogoče ni toliko, ampak vseeno, kaj jim lahko svetuje, kaj je možno? Ja, zakon na te stvari ni pomislil. Tako kot vedno, gre za veliko življenjskih situacij, izjem. Tukaj Vzajemna ima v določenem meri zvezane roke, kar ne smemo delati mimo določb. Ampak recimo, ko se v praksi potem nakazujejo možne rešitve. Če je seveda neka oseba v domu za starejše in ima že urejeno družinsko neko generalno pooblastilo, da pač nek družinski član na podlagi notarsko overjenega pooblastila ureja vse zadeve za njo, potem menimo, da to takšno pooblastilo v tem primeru pretehta in ta oseba, ki je na neki negovalni postelji, verjetno res ne bo osebno prišla se identificirati. Gre tudi za relativno nizke zneske, bodimo pošteni, treba tudi tvegati pri tej oceni skladnosti in tveganj za skladnost postopka vse okoliščine primera. Druga možnost bi pa bila, vkolikor seveda se nekdo dogovori z našim zastopnikom. Recimo, ko obnavljajo kakšno zavarovanje, pri nas so zelo frekventna turistična zavarovanja, pa se hkrati ga lahko obišče na domu, pa hkrati naredijo še identifikacijo. Tako da v tem kontekstu mi lahko interpretiramo to našo poslovno enoto malo širše. Se veste, da je običajno, da zastopniki pridejo tudi na dom skleniti zavarovanje. In to so recimo mogoče dve izjeme, ki bosta lahko rešila take težave. Super. Kaj pa v primeru dedovanja? Potrebujemo sklep o dedovanju, noter morajo biti delnice kot premoženje navedene. Ja, najprej bi tukaj res poudaril, da v zvezi z dedovanjem vam pa Vzajemna ne more pomagati nič. Tisti del, ki se je nanašal na denarne upravičence, smo sami lahko urejali, tam to dedovanje smo uredili, ampak kar se tiče pa dedovanja delnic, pa vse pri nas urejajo borzni člani. Tako da to se je najbolj zglasiti pri borznem članu, ki spet v skladu s svojimi internimi postopki, notranjimi kontrolami zahteva določeno dokumentacijo in identifikacijo. Ja, sklep o dedovanju je osnova. Jaz mislim, da tudi na začetku je bilo nekaj težav, ker niso bila priglašena delnice v zapuščino in je ta podatek iz samih sklepov običajno izpadel. Pa so se potem postavljala vprašanja, rabimo nov sklep, ker je povezano s časom, stroškom prejemanja sodišč. Tako da jaz mislim, da teh težav zdaj ne bi smelo biti. Tako da ja, sklep je praviloma tista stvar, ki je nujen predpogoj. Veliko vprašanj na eno drugo izjemo, ni zgolj trgovalni račun. 2-3 dni potem, ko bodo delnice Vzajemne začele kotirati na borzi, se nam v Sloveniji pridružijo tudi individualni naložbeni računi. INR, individualni naložbeni račun, gre za posebno obliko trgovalnega računa, ki bo
administrativno nekoliko lažje, predvsem pa davčno dosti boljše optimizirane. Na INR lahko načeloma prenesete zgolj denar, razen ena izjema pa je. Delnice Vzajemne so edini vrednostni papir, ki ga lahko prenesete gor kot vplačilo. Torej, tukaj imamo še eno izjemo, torej tisti, ki se boste podali v, ne bom rekel svet investiranja, ampak boste začeli investirati za svoje prihodnje cilje, bolj dolgoročno se vam zelo, zelo splača razmisliti o tem, da prenesete svoje delnice na individualni naložbeni račun, tudi z vidika stroškov praviloma je cenejši. Dajmo reči kakšno vprašanje, kje so moje delnice, kaj se zdaj z njimi dogaja, kaj bo potem, kako to tehnično izgleda, kdo konec koncev so danes delničarji Vzajemne. Vse delnice se v Sloveniji hranijo pri KDD. Centralna klirinško-depotna družba vodi register vseh imetnikov vrednostnih papirjev. Kako danes recimo izgleda ta zapis pri njih? Kdo je danes upravičenec do delnic, kdo je zapisan v tej knjigi imetnikov? Ja, v knjigi imetnikov so zapisane zlasti tisti upravičenci, 444 tisoč sva jih rekla od začetka, ne, in zavod kot največji delničar, potem pa prihaja do manjših sprememb. Tukaj bi samo upozorila, ne, da če gledamo zdaj, kdo je delničar, je tisti, ki je dejansko prevzel delnice na svoj trgovalni račun. Ne. Tega je pa zelo, zelo malo. Ne. Če se tukaj dotakneva številk, do danes je bilo prevzetih samo 7070 oziroma 7070 upravičencev je prevzelo delnice, upoštevajo tudi zavod. Zdaj, če zavod odštejemo, ki ima delež 15,23% oziroma nominalno je to cirka 11,2 milijona delnic, potem lahko rečemo, da je prevzetih tako v vrednosti nekje 992 tisoč evrov delnic, kar je zelo malo. Ne. Zelo malo glede na še potencial, ki obstaja. Ne. Izdanih je bilo 73,5 milijona delnic. To pomeni, da bo to dogajanje, ta sprememba, spreminjanje in prevzemanje zelo živahno v naslednjem obdobju. Morda tudi na ta najni intervju, pa potem kotacija, bojo to ljudi spodbudile in se bo začelo bolj frekventno delnice prevzemati. In zdaj, kako to danes gleda? Večina delnic, ki še ni prevzeta, je na enem skrbniškem računu, ki ga vodi KDD. Zdaj, nekaj vprašanj smo dobili, kako to potem tehnično zgleda, kaj se zgodi. Trenutno vse delnice, ki niso prevzete, recimo, če ste upravičenec do delnic in jih niste prevzeli, vaše delnice se skupaj z drugimi upravičenci hranijo, ne bodo izginile, na enem skrbniškem računu pri KDD. Ko vi odprete trgovalni račun, bo vaš posrednik, recimo odprli ste pri NLB-ju, bo ta vaš posrednik NLB za vas v centralnem registru odprl vaš račun, ki bo vezan na vaše ime. In iz tega skrbniškega računa potem te delnice prenesel v dobro na ta račun, ki ga bo za vas odprl v centralnem registru, in od tega trenutka dalje so te delnice zgolj vaše in vi z njimi prosto razpolagate. V primeru, da se vam ne prikažejo v vašem izpisku, v vaši trgovalni aplikaciji, na vašem trgovalnem računu, vprašajte vašega posrednika, načeloma pa je ta postopek zelo, zelo hiter. Ampak seveda najprej odprete trgovalni račun in potem ta prenos se zgodi za vas. Andraž, tukaj bi samo spomnil na eno tudi posebnost, no, ampak postaja čez nekaj dni bo obsoletna. Torej, zakon je prepovedal razpolaganje z delnicami, dokler se z njimi organizirano ne trguje. To pomeni, da do tega obdobja 4. 3., ko pridemo na borzo, je v bistvu prepovedan prenos delnic, razen dedovanja. Vem pa, da smo imeli tudi nekaj vprašanj, kako bo potem, ali bo treba transakcije nujno izvršiti preko borze, ko bo enkrat se kotiralo. No, tukaj pa jaz ne bi komentiral, mogoče pa tudi lahko upozoriš na to razliko. Ne, Ni neke prepovedi. Načeloma pa trgovanje na borzi je enostavnejše in cenejše. Predvsem pa borza nudi to kvaliteto, da je vedno na voljo borzna cena. V praksi izkaže se sploh pri tako majhnih zneskih, da zna biti borzno trgovanje tudi zaradi stroškov poravnave cenejše. Zdaj, da gremo konkretno k trgovanju, da to začnejo. Rekla sva, delnice Vzajemne začnejo na Ljubljanski borzi v standardni kotaciji na organiziranem trgu kotirati 4. 3. 4. marec, torej začnemo zjutraj. Čist osnovno trgovalni čas Ljubljanske borze, neprekinjeno trgovanje, začnemo okoli 9:15. V praksi kakšno sekundo prej, zaključimo nekaj pred
15.28. Zakaj so ti časi okvirni? Neprekinjeno trgovanje, načeloma, kadarkoli v tem času se lahko posli izvršijo. Kako se posli izvršijo? 2 naročili se morata, domače povedano, srečati. Če se bodo sklepale po ceni 1 evro, mora obstajati oseba, ki želi za 1 evro delnice prodati, in seveda mora obstajati oseba, ki jih želi za 1 evro kupiti. Ob začetku in koncu trgovanja pa imamo, temu rečemo, otvoritvena in zaključna aukcija. Da se tisti dan tečaj boljše oblikuje, imamo neko zaprto obdobje, kjer se naročila lahko vnašajo, potem pa se vsi potencialni posli izvršijo v enem momentu. Torej, začnemo nekje 9.15, zaključimo 15.28, vmes pa se trguje neprekinjeno, to pomeni v katerem koli trenutku. V praksi čisto vsak delovni dan v Sloveniji, razen Silvestrovo, božični dan, pa mislim, da veliki petek. Drugače pa načeloma čisto vsak dan. Kako trgujete? Preko vaših borznih posrednikov, kjer boste odprli trgovalni račun, oddate naročilo. Prej sem rekel, recimo naročili se morate srečati preko spleta na spletni strani Ljubljanske borze, preko vašega borznega člana. Tudi če ga vprašate, povedali vam bodo, kako izgleda temu rečemo knjiga naročil. Da poenostavim, po kakšni ceni so ljudje pripravljeni delnice trenutno kupiti in po kakšni ceni so jih pripravljeni prodati. Kakšni so bili zadnji sklenjeni posli, kakšna je trenutna cena, vse to izveste. In zelo veliko vprašanj sva dobila v smeri, ok, dobil sem delnice, to mi pripada, mogoče sem jih prevzel, rekli so mi, pripadajo mi delnice v vrednosti, mislil si bom, 170 evrov. Zdaj pa, a so res toliko vredne? Koliko so vredne? A lahko sploh na to vprašanje odgovoriva? Trenutno, iskreno povedano, ni odgovora, ne? Najprej mi je všeč, da si sploh načel to temo in je zelo lepo razložil, za kar se ti zahvaljujem, zakaj. Ta vprašanja dobivamo mi na Vzajemno in mi, kot zaposleni Vzajemne, mi nismo licencirani subjekti na trgu kapitala, mi ne smemo dajati tovrstnih nasvetov. Tako da tudi všeč mi je, da smo skupaj naredili brošuro, ki bo pomoč tudi našim zastopnikom, da bo, ko bojo prišla vprašanja na ta del, ki se navezuje na delo borznih posrednikov, da bo lahko tudi to en tak pripomoček, izroček za to, da se ta svet izdajatelja nekako preseli potem informativno tudi v svet borznega posrednika. Tako da to se mi zdi zelo, zelo koristno. Torej, še enkrat bi tudi za vse upravičence povedal, da Vzajemna kot taka javna delniška družba in pa tudi njeni zaposleni ne smejo in ne želijo dajati investicijskih nasvetov. Smo totalno transparentni, želimo biti odprti, dostopni na vsa vprašanja v zvezi z poslovanjem družbe, ampak komentiranja o potencialnih naložbenih odločitvah, to pa ni v naši pristojnosti. Tako da se tukaj razumemo, pa mislim, da se s tem strinjaš. Tako, definitivno. Ne biti zmedeni, ne biti najvoljni. Vem, da se veliko ljudi enostavno sprašuje, koliko so pa zdaj te delnice vredne. No in tukaj, ne, izvedla bova kdaj, v katerem momentu? Ja, tukaj lahko zdaj govorimo o več vrednosti delnic. Ne. Gotovo ste do tega trenutka so vsi upravičenci govorili o nominalni vrednosti, ne, 1 evro. Že to je neka orientacijska vrednost, ko po domači čez palec, da malo veš, kaj imaš v žepu. Drugo, kar je tudi zelo pomembno, je knjigovodska vrednost delnice, ne, ki se, bom rekel, nekako v relaciji s spreminjanjem kapitala družbe, ki ga ponovadi revidiramo enkrat na leto, potem tudi to knjigovodsko vrednost lahko predstavljamo. Tudi v prospektu je bilo nekaj na to temo predstavljeno, tukaj lahko rečemo upoštevaje kapital nekje polovici leta 2025, ki seveda še ni bilo revidirano, se ta knjigovodska vrednost nakazuje, da je celo malenkost višja kot nominalna vrednost, kar je sigurno dober signal. Ne? No in potem tretje pridemo pa do tržne vrednosti. Tukaj bova pa ugotovila seveda, da se tržna vrednost delnice oblikuje, kot si lepo povedal, od ponudbe in povpraševanja na sami borzi. Tako da so vse v rokah naših delničarjev. Bolj, ko bojo aktivni, bolj bo ta cena odražala, bom rekel, dejansko vrednost družbe. Torej, ničesar vam ne prikrivamo, je pa dejstvo borznega trgovanja, da tržna vrednost, to je vrednost, po kateri dejansko lahko te delnice prodate, se vzpostavi šele v trenutku, ko je seveda ta delnica na voljo na borzi.
Več ljudi, ko bo delnico prodajalo, načeloma bolj bo cena padala in seveda obratno. Če bojo ljudje delnice kupovali, bo načeloma borzna cena rasla, vsaj kratkoročno. In od 4.3. dalje, za vsak moment, za vsak dan boste vedeli, kakšna je približno tržna vrednost, koliko denarja bi v tistem momentu lahko za ceno delnice dobili. Do 4.3., torej do naslednjega tedna, pa vam poštenega odgovora na to vprašanje enostavno ne moremo podati. Do takrat naprej pa vsak dan spremljate in vedeli boste praktično za vsak moment, koliko denarja lahko iztržite. Kakšne informacije o stroških, zelo veliko vas je vprašalo, kakšni so stroški, trgovalni račun, to zihar prinaša neke stroške. Šli smo pogledati nekako borzne posrednike v Sloveniji, nekaj popustov so pripravili. Lahko vam pa rečem sledeče. Prvo vprašanje, na katerega si morate sami odgovoriti, je, kaj želim storiti. A je moj cilj biti dolgoročno delničar, imam mogoče druge naložbe, imam že trgovalni račun, ali sem eden od tistih, ki sem delnice dobil, bom odprl trgovalni račun, bom delnice prodal in bom trgovalni račun zaprl. Od tega je odvisno. Potem naslednja stvar je, ali ste pripravljeni poslovati elektronsko, ste dovolj vešči, da boste vse uredili preko spletne aplikacije pri vašem borznem članu ali mobilne aplikacije. V tem momentu, preko tega načina so seveda stroški bistveno nižji. Imate pri kateri banki že bančni paket, tudi v tem primeru so stroški bistveno nižji. Nekako orientacijsko, da vam podam, stroški prihajajo iz treh vrst. Eno je seveda vaš borzni posrednik, pri katerem odprete trgovalni račun. Drugi del so stroški KDD, tega registra, o katerem sem prej govoril, poravnava poslov, vodenje stanj in morebitne druge stvari, so tudi nastajajo določeni stroški. In ko se odločite, da boste delnice prodali ali kupili, je seveda trgovalna provizija nas Ljubljanske borze. Naša trgovalna provizija znaša pri teh vrednostih delnic natančno 2 evra. Stroški borznih posrednikov se na mesečni ravni gibljajo okoli 2-3 evre, mogoče tekoči taki stroški, pri čemer bodite pozorni, če boste odpirali trgovalni račun, ali obstaja neko minimalno obdobje, za katerega morate plačati. Nekateri borzni posredniki vam omogočajo, da je v istem mesecu že brez praktično dodatnih stroškov zaprete borzni račun, nekateri zahtevajo neko minimalno obdobje. Trgovalna provizija v primeru elektronskega poslovanja je običajno bistveno nižja, kakor če se osebno zglasite v bančni poslovalnici ali pa pokličete vašega borznega posrednika, tudi v tem primeru boste na boljšem. Celotni stroški posla lahko znašajo tudi manj kot 10 evrov. Večina posrednikov, po mojem vedenju, niti ne računa zapiranja računa, nekateri pa vseeno in to vse skupaj se sešteje. Moja nekako orientacija je, da tudi v rangu 15-20 evrov bi se zagotovo to dalo izvršiti, mogoče kateri še manj, ampak da ne bomo špekulirali, kakor sem že prej povedal, vaš borzni posrednik, pri katerem odprete trgovalni račun oziroma to nameravate storiti, vam je dolžan dati celovit pregled stroškov. Nekateri so tudi na spletu to že pripravili, drugače pa enostavno pokličite, povejte, kaj želite narediti. Želel bi odpreti trgovalni račun, želel bi delnice prodati in potem izplačati ta denar in račun zapreti. Recimo, karikiram. Vprašajte jih, koliko točno me bo ta postopek, koliko me bo stalo, koliko me boste vzeli konec koncev. Zneski v praksi niso tako veliki zagotovo, da se to ne bi splačalo. Vseeno, to je vaš denar, ki ne da je padel z neba, se ste plačevali zavarovanje, ampak vseeno splača se kljub stroškom te delnice prevzeti. Če greva knjigovodska vrednost, nekako 100 evrov bi moglo vsakmu ostati v žepu in jaz verjamem, da 100 evrov nam je pa vsakemu nekaj pomembnih. Seveda pa dobrodošli, če se boste dolgoročno odločili, da ostanete z nami, da mogoče dokupite delnice, še kaj drugega, prihajajo individualni naložbeni računi, prihaja tretja ljudska obveznica, vse skupaj je možnost za en nov začetek. Všeč mi je to besedno zvezo, ko si uporabil ostanite z nami. Lepo si tudi nakazal, toliko tisoč delničarjev, gotovo so različni interesi. Nekateri bojo takoj prodali, zaprli, nekateri bojo ostali z nami.
Predvsem bi tukaj mogoče povezal to delničarstvo tudi s tistimi, ki so hkrati imetniki naših polic. Meni se zdi nekako logično, ne, da tisti, ki ima tudi naše zavarovalne police, ki uporablja naše storitve, nas spremlja, hodi v naše zdravstvene centre, se mi zdi kar logično, da bo ostal naš delničar. Dobra spodbuda. Odlično. Davki. Načeloma zakon je rekel, tukaj se je država odpovedala, nobenega davka. Tudi če prodate delnice Vzajemne, nekaj je mogoče nijans, če pride do prenosa na družinske člane. Tudi to je. Tudi tukaj. To je prvi prenos, ker je samo prvi prenos dopusten, je tudi za tega ne velja obdavčitev, torej še ena izjema. Odlično. Torej tudi v primeru sva brez davka, v primeru INR-ja je mogoče ena malenkost, ampak če boste dolgoročno investirali preko INR-ja, tudi INR je edini račun, kjer ste dolgoročno vse vrednostne papirje v Sloveniji, lahko brez davka. Torej to je vsekakor dobra novica. Tveganja, a lahko izgubim cel denar? Je to možno? Kaj se mi lahko zgodi? Bom tukaj jaz začel z tem, da vse je možno pri investiranju v delnice. Delnica lahko gre gor, lahko gre dol, družba lahko posluje boljše, slabše, tveganja vedno obstajajo. Ampak Vzajemna danes je stabilna, dobro kapitalizirana zavarovalnica in o tveganjih ste zapisali več kje. No, pa mogoče res prišel čas, da pokažemo še prospekt. Torej, to je dokument, osnovni dokument, ki je predpogoj, da ga, če hočeš na borzo, če hočeš postati javna delniška družba, da pripraviš tak dokument, da ti ga regulator odobri, tukaj Agencija za trg vrednostnih papirjev, in da ga potem javno objaviš. Mi smo to objavo naredili 16. februarja, tako da verjamem, da se že veliko delničarjev si ga je pogledalo. Ja, in eno od pomembnih poglavij v tem prospektu, ki ima 170 strani, seveda za povprečnega delničarja je to mogoče to branje zahtevno, zaradi tega zakonodaja delegirana uredba predvideva tudi pripravo povzetka, ki je v uvodu tega dokumenta. In noter so predstavljene tudi tveganja. Zdaj, seveda, tveganja, če kdo zna s tveganji živeti, znamo pa mi zavarovalničarji. To je ugrajeno naš DNK, ker mi pač prevzemamo še tveganja naših zavarovancev in jih uspešno upravljamo. Ja, torej, katera tveganja so predstavljena v prospektu? Najprej seveda tista splošna tveganja, ki so povezana s samo naravo finančnega inštrumenta, torej delnice, ampak to gre klasiko, za vse delniške družbe je tukaj enako. Tudi to, ko si lepo vprašal, kaj če na koncu vse zgubim. Ampak recimo, da ne bova začela s pesimističnimi temami, pa gremo bolj optimistično. To je izreden dogodek. Ja, to je izreden dogodek. Načeloma se to ne dogaja. Tako. Torej, to je en vidik tveganj, ki je predstavljen v prospektu. Drug bolj pomemben, ki pa že mogoče malo zadiši po naši dejavnosti, s čim se mi ukvarjamo, seveda so pa tveganja, kot so zavarovalna tveganja, kako mi obvladujemo zavarovalna tveganja, pa kako mi obvladujemo finančna tveganja, ker imamo velik portfelj naložb v upravljanju, pa potem tretji sklop operativna tveganja, to so vsa ostala povezana z našimi osnovnimi procesi, tudi konec koncev skrbijo za osebne podatke naših strank, čemur namenjamo posebno pozornost, in potem še četrti sklop so recimo strateška tveganja. Pa bi mogoče kar nekako povzel ali pa omenil 3-4 strateška tveganja, ker se lepo navezujejo na naše ključne ambicije v tem prehodnem obdobju našega poslovanja. Torej, razkrivamo v prospektu, da je eno pomembnejših strateških tveganj, da bomo uspeli slediti naš ambiciozni prodajni plan. Tukaj smo si zadali strateški cilj, da torej nekako zavarovalničarji merjamo ta uspeh z kosmato obračunano premijo, torej po domače KPI COP, da bo ta naše prihodki rasli 13% na leto glede naprej. Torej, kar ambiciozen plan. In tveganje, da tega ne dosežemo, je morda eno pomembnejših strateških tveganj. Tako je naslednjo povezano s stroški. Zaradi ukinitve dopolnilnega zavarovanja v začetku leta 2024, seveda in transformacije naše zavarovalnice, je ta aspekt zelo pomemben. Da obvladujemo stroške, ker potem iz tega izhaja tudi sposobnost generirati dobiček iz poslovanja. Tretji sklop mogoče, ki je pomemben, tukaj so zagotavljanje kvalitetnih storitev za naše zavarovance. Ne samo zavarovalnih polic, ampak tudi tiste asistenčne storitve, ki jo nudijo naše odvisne družbe, naši zdravstveni centri.
če razmišljamo kot skupina, ker v prospektu se mi predstavljamo kot skupina, ne samo kot zavarovalnica, bi rekli. Ne. In četrti, kar je najbolj pomembno pa za imetnike zavarovalnih polic, je pa solventnost in kapitalska ustreznost, ki jo v zavarovalničarjih merimo s kazalnikom, s količnikom KUS. Ne, tukaj pa tudi lahko rečemo, da je to tveganje, ki ga vrhunsko obvladujemo. Ne, naš količnik se giblje okoli 300%, kar pomeni, da je 3-krat višji, kot je minimalna zahteva zakona po kapitalu. Ne. In tudi na ta način izkazujemo, da smo res trdna zavarovalnica. Super si naj uvedel naslednje poglavje. Veliko vprašanj smo dobili, kaj počne Vzajemna, iz česa bojo morebiti prehajali dobički in tako dalje. Vzajemno smo dolgo časa poznali po dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ampak zraven ste pa vse skozi razvili druge produkte, recimo hiter pregled spletne strani, kolektivno zavarovanje, 18 različnih zavarovanj lahko sklenem, imate spletni pogovor z zdravnikom, program zvestobe, celo spletno telovadnico sem našel. Kaj je tisti produkt Vzajemne, kaj Vzajemna počne, da lahko delničarji vejo, če bo tukaj Vzajemna uspešna, bomo uspešni tudi mi. Ja, vidiš, lepo si nakazal. Ne. Vsega tega si verjetno ne bi mogli privoščiti, če ne bi specializirana zdravstvena zavarovalnica. Ne. Ker smo specializirani za zdravstvena zavarovanja, ki se seveda umeščajo v sklop premoženjskih zavarovanj, smo potem res lahko na tem področju zelo celoviti in imamo tudi nekatere produkte, ki so mogoče malo manj v ospredju, ampak so za neko celovito ponudbo zelo pomembni. Zdaj, po čem smo najbolj prepoznani? Če smo bili do leta 2024 po dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, ki smo ga uspešno ponujali našim zavarovancem od leta 1999, torej naša tradicija je kar dolga, smo zadnja leta, torej že pred ukinitvijo, zelo stavimo kot druge konkurenčne zavarovalnice in tako imenovano zdravstveno polico, ki sta nekako dva tipa, nudijo predvsem dostop do specialističnih storitev, druga je dostop do operacij, potem tretji tak produkt so zavarovanje za težje bolezni, vključno z boleznijo raka. Potem seveda poznani smo po zavarovanju za tujino, torej lahko bodi si za enkratne dogodke, bodi si za letno potovanje. Nekdo nas je vprašal smučanje v tujini. Ja, tudi to krijemo. Ne, tukaj smo mogoče malo manj znani, tudi to je v paketu s turističnim zavarovanjem, tako imenovano zavarovanje odgovornosti za tujino, zlasti Italijo. Sam imam to zavarovanje sklenjeno, ne upam se več kupiti karte, če nimam tega zavarovanja. In to nam tudi odpira možnost, ker imamo dovoljenje za poslovanje v tej zavarovalni vrsti, da bi razvijali tudi druga zavarovanja odgovornosti na drugih področjih. Ne. Potem delček teh zavarovanj odgovornosti je vključen tudi v produkt zavarovanja za male živali. Tudi mislim, da je bilo to vprašanje. Ne. Tako da potem bi pa izpostavil morda novejše produkte iz zadnjega obdobja. Ko smo šli to akcijo obveščanja naših zavarovancev, smo samo za ta namen, za naše zavarovance pod posebnimi pogoji naredili tak unikaten produkt, nezgodno zdravstveni paket, hkrati dostop do zdravnika, hkrati pa tudi nezgodno zavarovanje. In zdaj najnovejši produkt, ki ga imamo in ga tržimo, je pa zdravljenje v tujini za relativno visoke zavarovalne vsote, ki je, bom rekel, tudi odgovarja na vse tiste potrebe, ki jih poslušamo po televiziji, ko so mogoče včasih določene najhujše oblike zdravljenja težkih bolezni v Sloveniji morda niso dostopne, pa je potrebno iskati to zdravljenje tudi v tujino. Torej, če poenostavimo, specializirana zdravstvena zavarovalnica, plačate premijo, v zameno pa, če to potrebujete, vam Vzajemna zagotovi pod pogoji zavarovalne police hitrejšo, dodatno boljšo zdravstveno obravnavo. Ja, lejte, včasih so naši zavarovanci kar presenečeni, kako hitro pridejo do nekega datuma. Tudi sam osebno imam to izkušnjo, recimo večinoma klicev asistenčnih, ne, če ima nekdo, recimo, da karikirava primer, sklenjeno zavarovanje za specialista, že ob prvem klicu jim uspemo urediti termin, ki je lahko zelo hitro, v roku parih dni. Že to jih šokira, ne, da moramo si urediti še prevoz pa tako naprej. Ne. To je čisto nekaj drugega, kar smo mogoče navajeni v nekem drugem sistemu, kar je zelo dobra potrošniška izkušnja. Ne. Tako nas tudi ocenjujejo v tem delu storitev 4,9 od 5 stopenjske lestvice. In tukaj nam res se trudimo, da smo tukaj najboljši. Glede poudaril bi v novejšem obdobju, ne, tudi pomen kolektivnih zdravstvenih zavarovanj.
Tukaj definitivno naslavljamo tudi problem absentizma, ki je v Sloveniji zelo problematičen. In številni delodajalci v kombinaciji z sindikati, z zaposlenimi, zlasti tudi to dobro izkušnjo potrošniško zavarovancev, se odločajo in plačajo to zavarovanje svojim zaposlenim kot boniteto, ker potem res lahko pride v primeru bolniške hitro nazaj. Ne. In da poenostaviva, bolj uspešna bo Vzajemna pri tem, boljše storitve bo zagotavljala, več oseb bo zaupalo, boljši bodo finančni rezultati, boljše bo tudi za delničarje. Kje pa poslujete? Na katerih trgih ste prisotni, kakšen imate tržni delež, to je veliko ljudi zanimalo. Kakšni so načrti v prihodnje, novo zavarovanje, novi produkti, novi trgi, mogoče kakšni strateški načrti, kaj lahko o tem rečeva? Zasul si me z vprašanji, kot res sem tak nedobuden delničar, zahteven delničar, kar mi je zelo všeč. Kot sem rekel, želimo biti zelo transparentni, zelo odprti, tako da na vse vprašanje želimo odgovoriti. Ja, kje poslujemo? Mi tradicionalno poslujemo v Sloveniji. Torej, tukaj se ne moramo primerjati z našimi, recimo, dvemi največjimi konkurentki, ki sta kompozitni zavarovalnici in nastopata v regiji. Ampak smo pa konec lanskega leta že vstopili tudi na Hrvaško. To je bil tudi en že realiziranih strateških ciljev. Sicer za začetek samo z enim produktom, nekako pilotna faza in zadeve se lepo prijemljajo. Zlasti tukaj seveda tudi računamo na izvajanje potem teh asistenčnih storitev v naših zdravstvenih centrih, ki so v meji. Recimo smo solastnik zdravstvenega centra v Krškem, to je zelo blizu Zagreba. Zagreb je veliko zaledje in tukaj se lahko splete ena lepa uspešna zgodba. Če se to prime, lahko zelo enostavno ta poslovni model kopiramo na Italijo, spet ta obmejna regija, pa Avstrijo, pa mogoče Madžarsko. Tako da gremo zelo odločno, zelo ambiciozno, ampak hkrati previdno, upravljamo se tveganja. Želimo pa povečevati na vse načine, ko smo to obračunano opremo, da sledimo tem našemu cilju in da čim prej pripeljemo Vzajemno do točke preloma. Ostajate pa zaenkrat zavezani z zdravstvenim zavarovanjem, se mogoče razmišljate o produktih izven tega? Ja, tukaj mogoče še niso omenila, no, ko si rekel zavezan. Ja, imamo zdaj sprejeto, potrjeno strategijo za leto 2025-2027, ki seveda v prvi vrsti naslavlja nekje to diskontinuiteto, prelom z dopolnilnim zavarovanjem in nekako začetek neke nove zgodbe. Ne. Zaradi tega tudi mogoče malo krajšega, ne, torej pokriva 3 leta. In tukaj lahko ugotovimo, da smo zelo ambiciozni in zelo uspešni pri njenem izvrševanju. Zdaj, kaj bo po letu 2027? To bo pač povedala nova strategija po novem premisleku. Zaenkrat ostajamo zavezani specializirani zdravstvenim zavarovanjem. Kot sem rekel, spada to v premoženjska zavarovanja, kar pomeni, da imamo dovoljenje za poslovanje v nekaterih premoženjskih zavarovalnih vrstah, kar nam omogoča vsaj dodajanje nekih dodatkov, ki so povezani, kot smo prej ugotovili, odgovornost, izguba prtljage in tako naprej. Tukaj lahko kreiramo tudi nove produkte. Zdaj, kako je z novimi produkti? Mi permanentno sledimo potrebam naših strank in se takoj odzivamo na morebitne, želje ali pa potrebe in prilagajamo obstoječe produkte in po potrebi razvijamo tudi nove. Ne. Kot že rečeno, na ta način je bil tudi razvit in uspešno lansiran produkt zdravljenja v tujini. In vse to na koncu se more odraziti v številkah, v evrih. Tisto, kar zmerno spremljamo na borzi, veliko je bilo vprašanj, dobiček, kakšni so prihodnji načrti, kako izgledajo finance. Kateri so tisto zadnje obdobje, katero ste lahko razkrili v prospektu, kako je izgledalo to poslovanje, recimo tiste ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kaj načrtujete nekako v prihodnje? Ja, v prospektu so razkriti revidirani izkazi za leto 2022, 2023, 2024, ki tudi lepo kažejo ta prelom z dopolnilnim zavarovanjem, in pa razkriti so tudi podatki, polletni podatki, torej od 1 do 6 za leto 2025, ki so pa seveda nerevidirani. Zaradi specifike v zavarovalništvu so vsi ti medletni izkazi, lahko bistveno drugačni, kot so potem letni, tako da bi samo rad opozoril, no, da morajo biti delničarji še toliko strpni, da počakajo na objavo vsaj preliminarnih rezultatov za leto 2025.
načrtujemo jih objavo v začetku aprila tega leta, torej vseeno nekaj tednov po začetku trgovanja, in pa predvidoma konec aprila revidirano poročilo za 2025. Seveda, zdaj, če ste navajeni spremljati druge javne delniške družbe, obe zavarovalnici te objave naredijo morda nekoliko prej, morate razumeti, da je šlo pri nas za zadnji 2 leti za zelo turbulentne in si iskreno želimo imeti čim bolj točne podatke, zlasti pa, da so revidirani. Ker smo letos menjali tudi revizorja, grejo mogoče določene stvari majčkeno bolj počasi, previdni smo s temi roki, tako da, ampak vse bo po skladu z zakonskimi roki. Tako da revidirani podatki za leto 2025, ker bo en dober temelj ocene in tako grajenja prognoz, nekje lahko pričakujemo konec aprila. Mogoče tukaj, da jaz vskočim z eno stvarjo. Veliko vprašanje je bilo, kako je poslovala Vzajemna v letu 2025. To obdobje se je že zaključilo, ja seveda veste, Vzajemna zagotovo ve. Ampak, ker zdaj postaja javna delniška družba z zelo veliko delničarji, je dolžna vse delničarje obravnavati enakopravno. Ne zgolj tiste, ki ste se udeležili današnjega webinarja. Javne delniške družbe morajo vsem delničarjem hkrati sporočati svojo uspešnost, svoje poročilo o poslovanju. Vzajemna letno poročilo 2025, zakonski rok je do konca aprila. Potem sledi polletno poročilo o letu 2026, imava rok do, če se ne motim, konca septembra in to potem vsako leto. Tako je. Ja, tukaj bi tudi mogoče se še navezal, da mi smo v standardni kotaciji, tukaj bomo komunicirali s temi, bom rekel, nadzorovanimi informacijami, predvidenimi računovodskimi izkazi, zlasti preko polletnih rezultatov in pa letnega poročila. Mi nismo zavezani objavljanju četrtletnih izkazov, tukaj mogoče je malo razlike. Pa seveda, vse ostale informacije, ki so potrebne, kot javna delniška družba smo zavezani Zakonu o trgu finančnih inštrumentov. Vse objave bojo sledile na sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze in hkrati na naši prenovljeni spletni strani, tako da vabim vlagatelje, da se tudi obiščajo spletno stran, zlasti zavihke za vlagatelje in pa o delnici VZZR, to je kratica, ki se bo sčasoma prijela. Želimo biti transparentni, upoštevajo pa seveda tudi to glavno načelo, nobene diskriminacije delničarjev, za vse celovita, pravočasna in hkratna informacija. Super. Imamo še par vprašanj in seveda zelo veliko, mogoče največ vprašanj smo dobili o dividendah. To je eno upravičenje konec koncev, ki sledi iz delnic. V primeru, da družba posluje z dobičkom, ga lahko razdeli svojim delničarjem, sklasuje se na skupščini in potem seveda na vaš račun kapne dividenda. Kje sva dividendna politika, morebitna dividenda, iz kje bi lahko prišla, kdaj, o čem lahko govorimo? V prospektu smo razkrili, da družba ob vstopu na borzo še nima razvite dividendne politike. Najprej je cilj družbe, da nekako doseže točko preloma, po domače, da zaradi vseh teh specifik, ki niso dopolnilnega zavarovanja, transformacije poslovnega modela, postopnega zniževanja fiksnih stroškov, seveda mi smo v nekem reguliranem okolju, ki določene fiksne stroške enostavno se ne da čez noč zniževati, zaradi dodatnih enkratnih stroškov, ki jih imamo in smo jih imeli zaradi preoblikovanja, da lahko začne generirati normalno pozitivno poslovanje pozitivno dobiček iz poslovanja. Računamo v skladu z našimi strateškimi plani, da bi to lahko dosegli v letu 2028. Mi se trudimo, da bi bila to doseženo morda že prej. Bolj, ko nam bojo naši delničarji in zavarovanci pri tem pomagali, torej bili uporabniki naših storitev, hitreje bomo to točko skupaj dosegli. Tako da, bom rekel, smo vsi soodgovorni, kot vsi deležniki te javne delniške družbe, da si lahko pri tem pomagamo. Treba pač seveda razumeti, kako do dobička pride. Ja, in potem mislim, da bo tudi na podlagi tega, kar sem rekel, če počakamo revidirane izkaze za 2025, potem druga pomembna zadeva, ki jo v zavarovalnici naredili bomo novo srednjeročno oceno poslovanja, načrt poslovanja, in zaradi tega rabimo res revidirane interne informacije za nazaj, da lahko gledamo za naprej. In ko bomo to proti jeseni 2025 v skladu tudi z lastno oceno tveganja insolventnosti, ki jo delamo vsako leto,
pripravili, bomo tudi lažje potem razmišljali o konkretni dividendni politiki. Ampak ja, nujen predpogoj pa je ustvarjanje tekočega dobička, da lahko potem uprava odgovorno skupaj z nadzornim svetom predlaga skupščini tudi delitev. Zdaj je bilo vse preoblikovano v osnovni kapital, kot smo rekli na začetku, ne sme se še deliti na podlagi zakona, je tako, ko pa bojo ustvarjeni prihodnji dobički, pa se lahko uprava, nadzorni svet odločita, skupščini predlagamo izplačilo dobička v obliki dividend in o tem konec koncev glasujejo delničarji na skupščini. Odlično. Še ene dve točki imamo za obdelati. Eno je vinkulacija delnic oziroma po domače povedano omejitev prenosljivosti. Dosti v medijih govora o tem, zdaj Vzajemna ima eno omejitev prenosljivosti, ki načeloma se glasi tako, da če bi katerikoli od delničarjev dosegel 5% vseh delnic, govorimo o okoli 3.600.000 delnic, lahko izgubi glasovalne pravice, recimo glasovanje na skupščini. Zdaj, taka omejitev neposredno ne vpliva na nobenega malega delničarja za te zneske, o katerih govorimo 100, 200, 300 do 500 evrov. To nima neposrednega vpliva, s temi delnicami lahko prosto razpolagate, jih prodajate, kupujete, kakorkoli. Lahko bi pa to vplivalo, o tem smo tudi dosti v medijih zasledili, na interes kakšnega od večjih delničarjev, večjih vlagateljev, mora biti tudi prevzemnika, da bi te delnice odkupoval. Ste razmišljali o tem, kako vi gledate na to? Zanimivo je, da tako kot vsaki dobri zgodbi si pustil zanimiva poglavja, zanimiva vprašanja za na koncu. Tako se mi zdi, da zelo lepo stopnjujeva najin razgovor. Najprej bi rekel, da sem presenečen, da je šele po 8 mesecih, mi smo to določbo v statutu nesli že na lanski skupščini, torej od junija 2025 imamo to določbo v samem statutu, v skladu z 236 členom zakona, ki to dovoljuje, in tega nihče ni opazil. Malo me je tudi mene presenetilo, da je potem zdaj s takim zamikom postala to zanimiva tema, ja, ampak lahko se zelo pogovarjamo odprto o njej. Zdaj sam ne vidim tukaj neke velike zgodbe, ker smo samo s tem predlogom, ki bo šel na skupščino, določene zadeve majčkeno bolj jasno želeli zapisati. Tudi v želji, da ko prihajamo na borzo, istočasno, da so vse karte zelo odprte. Da smo tudi tukaj transparentni. Ocenili smo, da morda je bila tista določba, ki je bila napisana lani poleti, lahko dvomljiva pri uporabi, pa bi si lahko to kdo narobe razlagal. Zdaj, zakaj? Ja, želimo imeti nekako presoja poslovodstva uprave, so njeno odgovornostjo je, da imamo inštrument, ki bo uporabljen ali pa ne bo, na zalogo, da lahko v primeru koncentracije uporabi to možnost in soglasje za prenos odpove. Zdaj, gre samo za en razlog, lepo si povedal, gre za te deleže, ampak po drugi strani, tudi zakon o zavarovalništvu pozna določbe, ko mora dati regulator dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža. Tako da že tukaj je nekako vgrajeno v poslovanje zavarovalnic malo drugačen odnos do tega vprašanja. Tako da jaz mislim, da treba pustiti, da se z delnico začne trgovati. Mi si želimo čim več portfeljskih vlagateljev, torej, da bo čim več jih imelo 3, 4, 5% čim prej. Kako bi pa potem uprava skupaj z nadzornim svetom presojala ta vprašanja? Jaz mislim, da jih bo odgovorno, argumentirano, da bo tudi to bolj spremljali delničarji, javnost in bo mogoče takrat lažje tudi soditi o smiselnosti, nujnosti ali pa nepotrebnosti te določbe v statutu. Nekaj špekulacij smo zasledili, naj bi bila ta omejitev prenosljivosti povezana z morebitnim prevzemom, nekaj vprašanj smo dobili v smeri prevzema. Zdaj, prevzem načeloma je nek izreden dogodek, ničesar takega, da bi medva vedela, trenutno ni na obzorju. Seveda ne. Če bi karkoli bilo, bi se bistveno več o tem govorilo, prišla bi mogoče že kakšna prevzemna ponudba. Kako to zgleda? Recimo, čisto teoretično veliko vprašanj sva dobila, prevzem. Prevzem je namenjen temu, da nek večji delničar ponudi vsem pod enakimi pogoji, da želi prevzeti njihove delnice. In zato mora podati javno prevzemno ponudbo. Javna prevzemna ponudba
lahko jo spremete ali pa ne. Če jo dovolj delničarjev spreme, konec koncev je uspešna. To je tak, bomo rekli, da reguliran postopek. Nobene garancije ni, da do prevzemne ponudbe sploh kadarkoli pride. Če pride do nje, ni garancije, da bo uspešna. Ne vemo, kdo bi lahko bil potencialni prevzemnik. Zaenkrat so to zgolj špekulacije. Jaz smo nekako prišla do konca. Želiš še kaj izpostaviti? Ja, jaz želim eno lepo popotnico naši delnici, ali pa naši družbi, da dobro začne s to vlogo javne delniške družbe, da bomo dober partner ali pa da bomo vse te naše deležnike lahko jim zagotavljali vse tiste informacije, ki jih potrebujejo pri svojem odločanju za investiranje. Zlasti imam tukaj seveda v mislih male delničarje, te so mi vedno, bom rekel, najbolj pomembni. Mislim, da je tudi borza temu namenjena, da zaščiti preko transparentnega oblikovanja cene ravno to ciljno publiko, tako da mogoče malo manj skrbi za večje delničarje, to si znajo pomagati sami, so profesionalci. Trgovanje bomo spremljali, mogoče bo še prvih 14 dni malo več debate okrog tega. Potem bo postala pa to ena normalna zgodba, tako kot vsaka druga delnica, s katero se trguje. Vsak bo lahko preko telefona z pogledom tečajnico preveril tečaj, se odločil. Meni so pa zmeraj bolj zanimivi pač tisti naši delničarji upravičenci, ki so hkrati tudi naši zavarovanci in bomo to zgodbo pletli naprej in nas bojo lahko spremljali po obeh plateh. Tako preko produktne, asistenčne plati, kot tudi preko oblikovanja cene delnice, za katero moram reči, da to samo en vidik poslovanja družbe. Zdaj, osebno menim, da kako kvalitetna posluje družba, jo je treba spremljati zlasti preko njenih produktov, storitev, ne pa samo preko cene na borzi. Odlično. Andrej, najlepša hvala. Hvala Vzajemni in hvala predvsem vam, ki ste nas spremljali, ki ste nam dajali vprašanja. Če česa nismo odgovorili, v prvi vrsti opravičilo, v drugi vrsti pa vabilo. Ta webinar ni vse, za vas smo pripravili prospekt, če je predolg, v vsaki poslovalnici Vzajemne brošura, predvsem pa na spletnih straneh Ljubljanske borze, poseben zavihek Moja borza, Vzajemna, dodatne informacije, Vzajemna, za delničarje na spletni strani veliko informacij. Pri vašem borznem posredniku vedno lahko vprašate, se bomo pa tudi dodatno pojavljali v medijih. Ljubljanska borza vse skozi organizira javne dogodke. Vzajemna bo z nami tudi v živo na Trguj na borzi, to je naš največji dogodek v letu, kjer se predstavljajo načeloma vse investicijske možnosti na našem trgu 11.3. Torej kmalu začenjamo pa 4.3. Nestrpno spremljamo trgovanje, ceno delnice, razvoj trgovanja in vse ostalo. Ostanite z nami in najlepša hvala.